Haleluja, slava Bogu za nov dan, ki lahko preživimo v njegovi besedi in hodimo v njegovem duhu. Poglejmo si 23. Jezusovo zapoved, prav spoštuj svoj zakon. Matej 19:4-6. On pa odgovori in jim reče: ali niste brali, da ju je stvarnik od začetka ustvaril kot moža in ženo in je rekel: zaradi tega zapusti človek očeta in mater in se pridruži svoji ženi in ta dva bosta eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, naj človek ne razdružuje. Ni bolj jasnega testa za naš karakter, kakor je ta, kako ravnamo z ljudmi, ki so nam najbližji. In naša pobožnost je razvidna iz kvalitete naše predanosti svojemu partnerju. Zvestoba drugemu nam omogoča, da cenimo Božjo nespremenljivo predanost do nas, ki smo njegovo, ki smo ljudstvo njegove zaveze. Haleluja. In to sta dva človeka v zavezi. Haleluja. In zato je to res sveta stvar in vse drugo moraš dati na stran. Haleluja. Mene je klical danes en brat in mi rekel: veš, da ta brat je zaljubljen v to in to osebo. Sem rekel: ja, to ni v redu. Zakaj? Ker ta oseba je že poročena z drugo osebo. Razumeš, da tega se moraš odreči. Moraš reči: ne, hvala. Haleluja. Ne bom grešil proti Bogu. Haleluja. Ker je David naredil greh z Batšebo, je rekel: Bog, proti tebi samemu sem grešil. Se pravi, obstaja nekaj, ki greš proti zavezi, ki je Bog dal med dve osebi. In kaj se je pa zgodilo Davidu? Imel je same probleme. Če greš gledati njegovo življenje, potem, ko je šel narediti ta greh, naenkrat ful krvi, ful problema, ful nasilja, ful hudič je imel vstop v njegovo življenje. Zato, če si grešil s pokorcem, to pomeni, da se spreobrneš. Obrni se stran, od vsakega spolnega greha. Bod vstan v zavezi. Haleluja. In če pač zaradi določenih razlogov nisi, prosi Boga, da te uči, da ti pomaga, da greš naprej. Haleluja. Ok. Če še nisi poročen, bod zvest Bogu. Haleluja. Ne nečistovati. Vstan sam z Jezusom in bod ful zadovoljen, da imaš Jezusa. Dokler ti Bog ne pripelje osebo, ki je pripravljena zate in ti za njo. In do takrat bod svet in čist z Bogom. Haleluja. Gremo naprej. 24. zapoved. Bod služabnik. Matej 20:16-18. Ne bo pa tako med vami, ampak kdorkoli hoče postati velik med vami, bodi vam služabnik. In kdorkoli hoče biti prvi med vami, bodi vam hlapec. Kakor tudi sin človekov ni prišel, da bi njemu služili, ampak da služi in da življenje svoje v odkupnino za mnoge. Sprav, tukaj govorimo o razumevanju, da resnična veličina ni zavita v naslov ali pa položaj, ampak v našo kapaciteto, da odložimo sebične načrte, da prevzamemo načrte služenja. Gre za to, da razločujemo med lažnim in resničnim voditeljstvom s tem, da sprejemamo vlogo služenja nad pomembnostjo. In pravo vodstvo se začne s tem, da vodimo sebe in usmerimo svoje napore v to, da delamo za druge to, kar oni ne morejo storiti zase. Haleluja. Hvala ti, Oče, za današnji dan. Hvala, da si pripravil čudovite stvari za nas. Molim, da ostanemo vpeti v tvojo besedo, da imamo oprane možgane s tvojimi zapovedmi. Oče, da ne hodimo po duhu tega sveta, da ne poslušamo duha Antikrista, ampak da poslušamo tvojo besedo in to nam bo prineslo pravo svobodo. Haleluja. Kjer živimo v izpolnjenju tvoje volje. Haleluja. In funkcioniramo tako, kot si nas ti ustvaril. Bodite ful blagoslovljeni, se slišimo jutri. Čau.